V skrbi za stavbno in kulturno dediščino na Blejskem gradu je bila v letošnjem letu obnovljena lesena baročna oprema v grajski kapeli. Konzervatorsko-restavratorske posege so strokovnjaki opravili na oltarju svetega Petra in na Korni ograji. Obnova je bila podrobneje predstavljena tudi v okviru vsakoletne pobude Ta veseli dan kulture, ko na Prešernov rojstni dan kulturne ustanove povabijo obiskovalce na brezplačne dogodke. Moram povedati, da potem, ko je delo bilo končano, seveda smo bili izredno zadovoljni. Mislim, da se pozna to restauratorsko-konzervatorsko delo. Potem sem posebej ponosna zdaj, ker je restauratorstvo Kavčič prejelo tudi nagrado za prenovo oltarjev v cerkvi v Šenčurju. Pa si potem misliš, pa smo tudi mi pravi izvajalci dobili, kvalitetne, kakovostne, in res je bila danes res lepa predstavitev, kako zahtevno, natančno in odgovorno delo opravljajo restavratorji, seveda pod vodstvom strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine in pa ostalih sodelavcev, tako da sem izredno vesela, da še enkrat povem, da smo tudi mi na Blejskem gradu uspeli pridobiti take strokovnjake za to, in mislim, da bo res to dobra popotnica in dediščina za prihodnje rodove, za ogled in pa seveda še za nadaljnje raziskave. Saj smo tudi zvedeli, da še veliko podatkov ni raziskanih, ni materialov, ni gradiv, mogoče pa se še kaj najde. V sodelovanju s strokovnjaki je bila sprejeta odločitev predvsem za konzerviranje obstoječega stanja s sanacijo najbolj prizadetih elementov, saj kapela ne služi več prvotnemu liturgičnemu namenu. Za obnovo so se odločili iz več razlogov. Zato so se odločili predvsem zato, ker je že minilo kar precej let od nekdanje prenove, nastale so določene poškodbe, in ker gre tudi v prenovo stalna razstava na Blejskem gradu, je potem Zavod za kulturo Bled pristopil k obnovi oltarja. Tudi po prenovi bodo, kot je povedala konzervatorska svetovalka Sabina Ravnikar, z rednim monitoringom in vzdrževanjem skrbeli za grajsko kapelo, ki je sestavni del celotnega grajskega kompleksa. Zgrajena je na srednjeveški osnovi. Ima pa zdaj končno podobo 17. stoletja kot neka enovita stavba, kapela, banjasto obokana, celostno poslikana in edini ohranjeni še prvotni okras leseni je Korna ograja. Znamenite so poslikave, avtorstvo zaenkrat še ni točno določeno, ampak jo lahko definiramo na podlagi ohranjenih grbovnih poslikav nad emporo, se pravi nad lesenim korom in nad glavnim vhodom v kapelo, in sicer datacija med letom 1695 in 1707. Oltar svetega Petra in Korno ograjo so restavratorji demontirali in prepeljali v restavratorsko delavnico Kavčič v Šentjoš nad Horjulom na nadaljnje posege. Na prvotno mesto pa so jo namestili konec oktobra, ko so opravili še zadnje posege na stropu Korne ograje. Ta prenova je bila taka zelo posebna tudi za nas, za našo delavnico Restavratorstvo Kavčič, ker se redko srečamo s tako dobro ohranjenimi spomeniki naše kulturne dediščine iz tega obdobja, se pravi 17. stoletja, ki bi do sedaj preživeli skoraj nedotaknjeni. Vmes se je zgodila samo ena zelo spoštljiva prenova leta 1958, tik preden je oltar svetega Petra prišel iz Narodne galerije v grajsko kapelo, predtem pa je bil praktično nedotaknjen. Tako da je bila za nas ta prenova zelo tak biserček med našimi projekti, kjer smo se lahko res posvetili konzerviranju, se pravi ohranjanju tega, kar imamo v rokah, zelo s nekim takim minimalnim restauratorskim posegom v tiste elemente, ki so bili res poškodovani in so mogoče bili pomembni, da smo jih restaurirali zaradi same stabilnosti oltarja oziroma nekaterih delov. Sicer pa smo ohranjali predvsem to neko zgodovinsko vrednost materialov in samih elementov. Izvedeni konzervatorsko-restavratorski posegi tako ohranjajo stavbno in kulturno dediščino Blejskega gradu tudi za prihodnje rodove.